Pozdravljeni, dobrodošli. Vsak od nas bi moral imeti seznam stvari, ki jih želi doživeti. Preveč se bojimo smrti, po drugi strani pozabimo zaradi tega živeti in danes bomo govorili o življenju. V angleščini imajo izraz bucket list, torej seznam stvari, ki jih želiš narediti pred smrtjo. In zanimivo, načeloma ta seznam delajo tisti, ki dobijo kakšno težko diagnozo oziroma izvedo, da bodo zaradi kakršnihkoli razlogov v nekaj letih odšli, ampak to ni pravi razlog, da narediš seznam stvari. Danes ga bomo naredili skupaj z vami, v moji družbi pa Maša iz skupine Mjav in pa Dejan Vunja, ki ga tudi dobro poznate. Dobrodošla, pozdravljena. Prav lepo zdrav. Zdravo tebi in pa zdravo vsem gledalcem in gledalkam. Ej, čudno sta me gledala, kva bomo zdaj o tem govorili, mislim, kaka morbidna tematika, pa ni morbidno. Ne, ni morbidna, je pa zelo težka. A težka? Ja, je zelo težka. Meni se zdi zelo, zelo težka. A res? Ja, mislim, zdaj odvisno za koga, no? Kako se tebi zdi? Veš kaj, meni se pa zdi, da je odvisno, kako razmišljanje imaš. Zdaj, če ti je duhovnost blizu, potem najbrž ni težka preveč. Mislim... Pa se zdaj bomo govorili o smrti, govorili bomo o življenju. Seveda, ampak ko si rečeš, a veš, stvari, ki jih želim narediti pred smrtjo. Jaz mislim tako, da se človek skozi leta spreminja in s tem se spreminjajo tudi njegove želje in potrebe. In, a veš, recimo jaz zdaj, če gledam pri sebi, verjetno imam pri 26 čist drug bucket list ali stvari, ki jih moram narediti pred smrtjo, kakor pa, če me boš vprašala čez 30 let. Fiksen. Ja. Se lahko ga narediš lahko v računalniku, da lahko pol črtaš ali pa spreminjaš stvari. Ne, ampak če rečeš nek bucket list, je to neka una stvar, ki jo pa res želiš pred smrtjo narediti. In tako. No, ampak moram pa še nekaj povedati, da mi je zelo zanimivo, da tebe srečam danes tukaj. Ja. Ravno na to tematiko, zato ker sva pred leti s tvojim očetom sedela takole na zofi in se pogovarjala na nekem intervjuju in je rekel tvoj oče, a veš, da pa jaz sem pa vse doživel, kar je bilo na mojem bucket listu, in sem pripravljen, jaz lahko tudi jutri grem. In je res doživel vse tisto, kar si je želel. Zdaj sem v nedavnem intervjuju sem glih povedal te prazniki in vse skupaj in sem povedal, da je res, da on je meni dostikrat rekel v življenju, že ko sem bil majhen, pa mi je tako vedno na toliko časa mi je rekel, veš, Dejan, če se meni jutri kaj zgodi, jaz sem naredil v življenju več, kakor sem si sam zaželel, več, kakor sem sam mislil, da bom ustvaril, sem ustvaril, delal sem tisto, kar sem rad delal, spoznal sem veliko ljudi in tako naprej. Tako da, če jaz jutri grem, jaz nočem, tamle, on se včasih še pohecel, je rekel, tamle zažgite vse stvari, ki so moje in to je to, imejte eno veselico, pejte se skupaj malo poklepetati, pa je pa to, pa me pa puste na mira. Ne, dostikrat je zato jaz vedno tako rečem, kaj je pol, če tako gledaš zadeve, saj seveda je premlet umrl in nimaš kaj, ampak kaj je boljše, živeti, ne vem, 50 let res kvalitetno življenje in delati tisto, kar rad delaš, ali mogoče, ne vem, 20 let več, ali pa 30 let več, pa v bistvu pa si res rečeš, nikoli v življenju nisem delal tisto, kar sem rad delal, nisem mogel doživeti tisto, kar sem si želel, da bi doživel, kvaliteta življenja. Ampak to so že čist druge teme, se vidimo po glasih. Tlele imata vsak svoj seznam. Tle je nekih 50 takih, kar lahko vzameta in bosta dopisovala, črtala, kljukala vse te zadeve. Imaš raj zelenega? Ok, imaš raj belega. Veliko stvari je tukaj, recimo, lahko obkrožita, lahko prečrtata vse ostalo, ampak še preden gremo pa čez tale seznam, ki bo tudi vam pomagal, da mogoče naredite svoj seznam stvari, ki jih želite doživeti, pa dajmo pogledati, kaj je pravzaprav Maša že črtala iz svojega seznama, absolutno, in sicer kar precej let nazaj na en lep zimski dan, ki sva ga skupaj preživeli. Dajmo se spomniti. A mislite, da bi zaupala naši Jasmini? A si potem smo še želela iti gor? Super je bilo. Si ga hitro črtala, ampak je bilo dobro drugače. Super. Odlično. Dejan, tudi ti si eno zadevo že črtal. Midva sva tudi še skupaj In črtala eno stvar. sicer letenje
Ja, spomniš, z letalom sva šla črtala? letet Ja. in se prav živo spomnim, kako je on na tisti višini izključil motor ali kaj je že ugasnil. Se spomniš, ko si doživel malo občutka prostega pada? Ja. A se spomniš tega občutka? Ja, mislim, da se vidi tale občutek zdajle. A se ti spomniš, O, da se... lej, koliko las sem še imel. Ja. Brez brade, čisto. Pa brez braže. O, to pa se vidi, da je že kar nekaj let nazaj. Ne, Ampak kaj? dejansko je tip ugasnil motor na eni Ja. višini in smo Pa čak s začeli helikopterjem ali letalom? Ne, z letalom. Letalom. Z letalom bila sva na višini in potem je rekel, koliko naj jo je strah, če se počutila lagodno. Pa so rekla, ja, da nama je fajn. Ja, lepo, Ja, ker sem bila, seveda. čakaj malo, ampak on je bil v stanju presenečenja. Ja. Jaz sem bila pa v stanju panoramski izlet. Ja. Bilo je pa dejansko akrobacijski izlet. Je šel ful v levo, veš, kaj čutiš, da te tako, pa ful desno. In pol je kar naenkrat samo, ok, je v redu, sta pripravljena zdaj na neki norga. In pol jaz sem tako nekako, ne vem, a je spustil ali je ugasnil ali kaj, ampak kar naenkrat samo tako čutiš. V minus gravitacijo smo šli. In začneš dol počasi spuščati, ker čutiš tako, kot ti naredi. Ja, ful, občutek je bil fenomenalen, res. dober. Fenomenalen, Ja. ok, jaz se ga ne spomnim kot fenomenalnega. Jaz sem s helikopterjem to doživela, ampak je res nor občutek. Ok, to imamo zdaj že črto. Ok, svetovno. Gremo Mama, pogledati. to mama To mi mama, ok. Videti polarni sij, Aurea borealis. To je tam v Skandinaviji, a veš tisto, kar se Ja. vidi. Vem. Lej, jaz bi to si rada doživela. Moj brat je bil par mesecev nazaj gor in je rekel, da je super. Ja. Pol leta. Ampak zdaj bo 9 let pojenjal, tako da je treba mogoče malo počakati. 9 let bo zdaj pojenjal, pa se pa spet vrnil. Ja, tako. Aha, ja, ok. malo bolj konkretno. Ampak jaz to imam definitivno na mojem A veš, seznamu kak, stvari. meni so te stvari, sam škoda mi je to, ker veliko jih vidiš tudi na televiziji. Ne? In se mi zdi, da ti že kar tisto presenečenje malo ubijajo. Ja, to se jaz strinjam. samo A ne? moje Ja. je v živo čist drugače. Misliš? Je čist drugače, samo, a veš, nekdo, ko ti govori, to, doskrat smo to glih to klepetali, a veš, ko je bilo, ne vem, ko je šel v drugi smeri, ampak recimo, ko je šel človek, ne vem, v Ameriko Ja. potovati in se 3 mesece ni javil in potem je prišel nazaj in ti si ga poslušal, kaj Ja, imajo tam, ja. uno, tretje, si vse predstavljal. Danes je pa to že vse tako, zato, Ja, ker se slišiš, vse že vidiš. imaš FaceTime, se po FaceTime že vidi vse in tako, kot si ti rekla, ali pa Vsi Google, dokumentarci že vse. ali pa Ok, v dokumentarci, redu, ja. no, Ok. pač ne bo ta Ne, ne. dala tega gor na Ne, midva bi seznam. nekaj izkušenj, Ne, ne, a ti lahko jaz čisto povem. Recimo, jaz imam pa tako, izredno bi si želel videti polarni sij, ker je res tako, ko vidiš te naravne zadeve, si rečeš, kako je to res Ja, mogoče, da to vse rata. Ja. Ampak mogoče je pa to tako, bi si želel, ampak ne bi pa rekel, Ne zdaj boš pa ja, dal zdaj na seznam. točen to, ja. Če Na ga pa ne seznam vidim, stvari ga pa pred pač ne smrtjo vidim, ne ja. boš dal. Tako da jaz Okej. bom tega črtal, no, oprosti. Črti ga. Kaj pa, recimo, če gremo na 4. točko, plavati z delfini? To, evo, To. edino, Ja, kar imam ja. obkrožene, plavati z delfini. Jaz sem že to, jaz sem to kljubco. No in? Ja, Čakaj, samo čarobno. Dejansko je šlo za to, da sva s prijateljico šle v morje in sva telepatsko priklicali delfina, ki se je 40 minut dejansko res z nama igral in plaval in te zadeve. Se Tako da pravi, ni ne, bila ni bil neka v rezervat ujetništvu. zadeva, ni bilo v jetništvo in bilo je res, ampak to je velika zadeva, ne? To te malo srce. Ampak super, to si boste dala? To jaz imam, že imam. Jaz drugače, Že. če ti Že čisto imam. iskreno povem, jaz sem V letos svojem. hotel iti na Bali, pa pol nisem šel na Bali. Predolgo potovanje in tako naprej, preveč deloholik še zmeri. Te niso moji potresi na Balju en mesec prestrašili. Ne, pa to se vse zgodi. Glavnem, no, Upaš, da preživiš. ja, in je bila ena izmed stvari, ki sem jih res hotel delati, plavati z delfini. Ja. Ampak pazi zdajle, meni kolega reče, jaz mu to povem, pa on tako, veš, jaz sem pa glih zdajle bral zadeve, da pa ni fajn, če z delfini plavaš v teh rezervatih, pa tako zaradi tega, ker Evropejci, ki prinesejo veliko svojih bolezni, bakterij, tam delfini niso navajeni in lahko jih veliko umre. Ja. In sem bil tako, zdaj si pa res ne želim iti plavati pa z Ne, v delfini. a ne. divjini, če živiš. Ampak rad bi pa doživel to, no tako Ja. da lej, malo mogoče tak, Jaz bi to. ja, taka stvar, da malo da... Ok, gremo Okej, gremo naprej. Katero bomo izpostavili? Imeti otroka, evo to. To bi pa imel, lej, evo, no vidiš, to je recimo en izmed bucket listov, ko si Ja. pa rečeš, res bi rad To bi pa imel rad imel, ja. svojega otroka, tam, da ga vidiš, kako se tam umaže, pa pade. Ok, pa to imata tretje, kljub pa- To imamo oba. To je rad. Okay. Ja, jaz tudi očitno, ne? Ja, imaš tudi to, lej. Ti si že bližji najnemu bucket Ja, listu. mislim, da par mesecev sem pa res Ja, bliže. tako da res. Tako da to bi imel, evo, to bi res imel. Ok. Kaj pa prenočiti v igluju? Ne.
Lej, spet ena stvar, ki bi jo rad delal, ampak če je ne doživim, pač se ne bom sekiral. Ne, ker jaz sem zmrzljiva, ni šans, ne. Ok, v redu. Kockati v Las Vegasu? Jaz imam to kljukico. Jaz bi si to želel enkrat probati, ampak ne kockati zato, tako kot kockati. Rad bi doživel ta... Raš, ki je tam. Ja, rad bi doživel to energijo. Veš, ko ti prideš v nek prostor, čutiš energijo. Nisi bil v Las Vegasu? Ne, še nikoli. O, super, priporočam. Jaz bi rad samo doživel to energijo, to napetost v zraku, to bi rad doživel, da vidim to pa grem lahko domov. To, da bi jaz vrgel ene kocko. Naravo, ampak mislim, da bi vsak lahko šel za 1-2 dni, mi tako več nimaš kaj delati, v Las Vegas na predstave, ker so neverjetne in pa dejansko, da vidiš te ljudi. Da vidiš to, če je res toliko, kar v filmu. V bistvu je. Ja, a je isto v filmu. Ja, te stvari je zanimivo doživeti. Ja, to je zanimivo. Tako da to bi jaz, no, evo, to bi jaz. Mi tale trenutek preverimo aktualne dogodke, mogoče se vam tudi kakšna zadeva pokaže, ki želite doživeti, preden odidete z tega planeta. Mi pa bomo v nadaljevanju še govorili o drugih seznamih oziroma drugih stvareh na seznamu stvari, ki jih želiš doživeti pred smrtjo. 23. novembra vabljeni na prav poseben dogodek, na izkustveno predavanje Anite Rehar, ki bo govorila o dušah, njihovem izvoru ter drugih bitjih, ki so prisotni v našem življenju na energijskih ravneh, tudi angelih in ostalih. 25. novembra vabljeni na delavnico naravne kozmetike, kjer si boste lahko kar nekaj izdelkov izdelali sami in se jih naučili izdelati morda za prihajajoče praznike kot darilce za druge. 26. novembra tisti, ki nosijo očala, zagotovo ne bodo zamudili delavnice z Marijo Ano Kolman. Pokazala bo vaje za boljše videnje brez očal in tehniko odpiranja tretjega očesa. Vabljeni! 28. novembra vabimo na izlet v dolino piramid v Bosno. Gre za terapevtski izlet, veliko časa bomo preživeli v tunelih, kjer je konstantna temperatura in tudi veliko bolj mirno v tem času. Preverite, če je kakšno mesto še prosto na klepetobkavi.si. Sicer pa veselimo se potovanj z vami. Tako, danes govorimo o vseh tistih stvareh, ki bi jih lahko naredili pred smrtjo, se pravi bucket list v angleščini rečejo temu seznam stvari. In imamo nekaj predlogov za vas na klepetobkavi.si, so objavljeni. Veliko smo že govorili, zdaj pa naslednja je pa poročiti se. Jaz ne bom dala tega na seznam. Čakaj, a mene nekdo kliče? Ja, nekaj je bilo, nekaj je bilo. A ti greš kar mimo tu, ne? Ja. Ne, ampak jaz pa ne, zato ker moram povedati, da se drugo leto poročim. Bravo! 2020? 2020, septembra. Čakaj, kjer termin, da si dam, da bom špilov? Ja, jaz sem bila na povabilo. Imam band. Ne, nimaš, pa nimaš tazga. Nimaš tazga, ki smo Ok, se pravi, ti imaš na pol kljukico. Jaz imam sigurno kljukico, to bo zaročena sem. Bravo. Se pravi, kljukico, jaz sam nič ne veš, kaj se še bo zgodilo. Ja, se to je res, ne bom prehitila. Obleko že imaš? Ne, obleko imam pa že nagledano. Nagledano. Ker to je tista prva stvar. Kaj pa destinacije, kar se tiče bucket lista? Jaz sem jih že veliko prečrtala, ko sem bila na potovanju okrog sveta, ampak imam še vedno velikonočne otoke, recimo. Pa Irsko, pa še kaj. Jaz bi šla pa v Indijo, k oni gospe mami, kot je tako objamele. Ami? Lepo. To pa niti ne poznam, to pa niti ne vem. Ti pa road trip si pa imaš kljukico? Jaz sem pa prvič v življenju šel na en prav dopust letos, tako da si rečeš 12 dni, da je več daljši kot 3 dni. 12 dni? Ja. Dolgi, a ne? Dolgi dopust. To je zame bil že ful dolg. To je bil že zame zelo dolg, ponovadi sem šel vedno tako za 3 dni. No, in sem šel road trip in sem ga letos črtal, sem šel po Italiji, Amalfi Coast, pol sem šel v Rim, pol sem šel iz Rima, sem šel pa v Toskano, tle vse Toskane. Zakaj me nisi zapolno vse to biš? Ja, nisem vedel, zakaj me nismo jedla za poroko. A veš, kakor se midva srečama na dopustu, midva se po moje že 3-krat naključno srečala na dopusti. Naključno so se srečala že najmanj 3-krat, ja. Kaj imaš pa ti na bucket listu za destinacije? Rim, Toskana.
Ali pa Provence, ali pa nekaj Če greš v takega. Toskano, nujno moraš videti Saturnijo. V Saturniji je, a veš, tisti naravni izvir vode, ki ima vedno 37 stopinj, pa ki ima ta, kaj ima že nek amonijak noter, ali kaj ima že neki tazga, ki je zdravilen, drugače. A to je fajn. Prideš noter, ti pol slike pokazal. Prideš noter, se uležeš, vedno ima 37 stopinj in ti tako naravna teče voda, tako da lahko bi tudi mogoče že ta mini slab po rečrtu klele, in ti teče tako naravna ta voda klele, se zlekneš, sicer smrdiš pol po tem vonju, ampak ko se pa uležeš zvečer, si pa tako. To sem jaz v Novi Zelandiji doživela, ampak nažalost sem takrat živela v kombiju in mi je cel kombi smrdel potem že 14 dni. Nova Zelandija, dobra ideja. Nova Zelandija je super pri Maorih. Zelena zelo. Peljati se z limuzino. To sem že, parkrat. To ne čutim nobene potrebe. Jaz tudi ne čutim nobene potrebe. Nič mi ne da to, tako da. Naučiti se znakovnega jezika, recimo to sem imel željo, naučiti se znakovnega jezika. Ja, to, ne. Dobro si to. Ja, in to, kar sva se z Mihatom pogovarjala, ta Miha košarkaš, ki je gluhi košarkaš. To ste plesali skupaj? Ja, ker smo skupaj plesali, smo se potem pogovarjali. In mi je bilo ful zanimivo vso to njegovo življenje, ki ga je razlagal, vse kako oni v bistvu dajo imena, najdejo pri človeku neko ne vem, stvar, ki izstopa, veš, in vse te zadeve in potem kako on mi je kazal te stvari, ki sem jih sicer nažalost že pozabil, ne, ampak tako zanimivo, res začneš čist drugače gledati stvari in sem si rekel, no to bi pa jaz se rad naučil, da ko nekdo pride, da mu lahko, a veš, prav, veš, kako bi to človeku toplo pomenilo, da bi se z njim začel to pogovarjati. Odlično. Tako da to imaš kljukco. Ja, to recimo recimo. Zdaj, ko to berem, ta seznam je dober, dragi moji. Daj to na kakšno svojo spletno stran. Ja, se je na spletni strani. Ja, dajte si to malo pogledati. Spati pod zvezdami. To sem že. To smo že. To smo že, ampak... Ok, smo sami domači. Pa domače, pa smo se tudi že... Imamo radi naravo. Pa goli smo se tudi že kopala. Opazovati morske pse? Ne. Ja, to bi pa ful. Ok, jaz sem že bila za 10 vrstami morskih psov, sem se potapljala. Fantastično izkušnja. A si se z ograjo ali brez? Brez ograje. Moram reči, da morski psi so čudoviti, narobe jih razumemo. Oni so čistilci oceanov in zelo so pomembni. Imajo pa obnašanje v vodi kot pes, dejansko kot pes. Tako da to priporočam. Kaj to pomeni, da se igrajo? Ne, da vohajo in tako grejo in to zelo podobno se kot psi obnašajo. Meni je tako, no, jaz zelo rad gledam te kakšne dokumentarce o morskih psih, me kar potegnejo noter, pa si brala zdaj, ker so najdel najstarejšega, ne, morskega psa, ne vem koliko let, res, glavno, ful dobro, to jaz sem tako kar mal... Imaš na seznamu? Ja, imam na seznamu. Jaz ne. Ok. Me niste prepričali. Brodajsko predstavo Tomaša, ne? Sigurno. Lej, bi šla gledati, ampak sem bila pa v Londonu na parih predstavah, tudi mi je bilo tudi Dobar, a ne, zelo da. dobro. Ker vidiš, kaj je vse. Peti pod oknico, to imaš pa fiks že kljukco. Ja. Nimaš? Kaj? Res? Ne, nisem. Nimaš? Ne. To pa zanimivo. Sem že pri presenečenjih, sem že zlezel iz okna ven, noter v bajto, pa pol začel peti pa take zadeve, ampak nisem pa prav še pod oknom, pa še nisem pel, mislim, da še ne. Maša je že pela pod oknico, ti pa še ne. Ne, tako da, lej, pa pod oknom sem stal, ja. Kakšen moški vas je? A ni Brandi imel eno pesem? Pod oknom sem stal in bil sem vesel, najlepši v vasi pesmi sem pel. Lej, počakajmo še malo, počakajmo še malo. To so njegove izkušnje, ne tvoje, ne? Ja, to so, lej, bomo že nekoč, lej, a veš, ne moraš vsega naenkrat narediti. O glavnem velikih imamo še tukaj stvari obiskati, Grand Canyon, imam kljukco tudi priporočam. Naučiti se igrati inštrumentov smo vklukali. Prespati v gradu, leteti s padalom, jahati slone in še kaj. A ti lahko sam to povem? Ne moreš, ker bomo zdaj zaključili, pa boš pa mi povedal. Skratka, tudi vi si lahko naredite svoj seznam. Na klepetobkavi.si najdete tole novico in akcija, reakcija, potem pa kar hiter kljukat, črtati in vse te zadeve. No, zdaj bo povej.